Evo, čau, spet sva nazaj, tokrat. Lep pozdrav vsem. Danes nadaljujeva s to serijo podcastov o Romanovih kliničnih primerih, ki so zelo zanimivi in poučni, predvsem v seksualnem smislu. Zadnjič sva predstavila primer Jožice, ki je odraščala v reji in je zaradi svojega zapletenega otroštva v odraslosti aseksualna. Tako da vam priporočam, da si ogledate prejšnji podcast, če si ga še niste, sploh če vas zanima recimo terapija pri Romanu, ker boste videli, kako natančno se loteva zadev in svojo pametjo zares prodre v psiho. Če radi gledate, poslušate videe na tovrstne teme in se ob tem še kaj naučite, polajkajte tale video, da ga bo lahko videlo čim več ljudi. Naročite se na ta kanal in vklopite vsa obvestila s klikom na zvonček, tako da boste vedno obveščeni, kadar naloživa nov video. Nedavno sva poslušalce pozvala in ta poziv oziroma povabilo še vedno velja, da se nama javite. Vi, kakor vas Roman imenuje ranjene duše, ki si upate spregovoriti o svoji psihični kalvariji, ki se po psihoanalitični logiki napaja iz otroštva, lahko z obelodanjanjem teh svojih težav zelo poučno vplivate na podobne sotrpine. Na posreden način bi torej lahko pomagali tudi vsem tistim, ki imajo podobne probleme kot vi. Z Romanom jih bi predstavila v najinem podcastu in kot rečeno, kar nekaj kandidatov oziroma kandidatk se nama je že javilo. Roman potem naredi neko selekcijo in če najdemo skupen jezik, bova najzanimivejše primere predstavila v obliki podcasta. Ob tej priložnosti torej še enkrat pozivava vas, ki si upate predstaviti svoj primer oziroma svojo psihično kalvarijo, da se nama javite. Romanovi komentarji in teoretsko obelodanjanje nezavednega ozadja bodo v vsakem primeru poučni. Kontakti so navedeni spodaj v spremnem tekstu. Z psihoanalitičnega vidika pa so seveda najbolj zanimive in poučne specifike oziroma anomalije v percepciji seksualnosti. Morda zgolj v obliki nekih spodletelih subjektivnih občutkov, tesnobe, paničnih napadov, depresije. No, tudi drugi klinični primer, današnji, je tako kot prvi vezan na seksualnost oziroma aseksualnost. Predstavila bova primer seksualno specifične oziroma ranjene ženske. Skrila jo bova pod psevdonim Marija. Ta Marija se je k Romanu zatekla po pomoč že leta 2015. Takrat je bila stara 31 let, torej rojena je bila leta 1984. Potem, ko je slišala prvi klinični primer njej zelo podobne aseksualne ženske Jožice, se je sedaj po 6 letih Romanu ponovno oglasila. Izrazila je željo, da se ljudje, predvsem ženske, iz njenega primera nekaj naučijo. Primer je zanimiv zato, ker je, kot boste videli, zapadla pod velik vpliv cerkve in iz shizotipske ranjenosti zapadla celo v psihozo. Način pogovarjanja z Marijo se je pred kakšnim tednom zgodil po Zoomu, tako da smo se vsi trije dobro uro pogovarjali. Treba pa je vedeti, da je Roman o tej ženski že veliko vedel od prejšnjih številnih korespondenc z njo, nekaj v živo, nekaj pa virtualno, predvsem prek elektronske pošte ali Facebooka. Nekaj korespondence pa se je zgodilo tudi naknadno, torej po končanem Zoom pogovarjanju. Zdaj pa, Roman, boš ti uvodoma še karkoli dodal? Mislim, da si bila toliko izčrpna, da si povedala bistvo, torej, da je bila ta Marija, najraje bi rekel Devica Marija, tako krščansko ime, sva ji dala, da sva jo zakodirala. Malo bova še prikrojila določene, sicer obrobne, nepomembne podatke, zato da se ne bo identiteta razkrila. Zdaj, tako bom rekel, začel sem z njo delati, to je pa res, leta 2015, nekje jeseni, potem jo nekako preko Facebooka terapiral celo leto 2016, jo bodril, par tisoč sporočil sva izmenjala, jaz sem jih zdaj sprintjal 100 strani je tega, v pripravi na tale podcast sem šel vse nazaj brati,
enih čuda stvari sem jaz tudi tam že povedal. Zanimivo je, da se ta Marija nič ne spomni, da sva kaj takega govorila, torej, da ima ohromljen spomin. Zdaj bom rekel, 2015 je meni rekla, da je na tabletih, da je bila takrat že 5 let na tabletih. Ne? Potem je pa nama priznala, da je pa zdaj pa že 10 let na tabletih. Jaz bi rekel, da je vsaj 12 let že na tabletih. Ne? Ampak te prva niso bile tablete niso bile tako močne ali pa niso bile močno antipsihotične, mogoče pomirjevala, antidepresivi pa tako naprej. Zdaj ima, odkar je zapadla pa v to psihozo, ne, akutno fazo, ima pa orang tablete. Ne? Jaz sem predpostavljal, da je tudi invalidsko upokojena in potem je na koncu priznala, da je res že kakšno leto. Ne? Tako da moje napovedi, da se bi njena šizotipska motnja znala preleviti, če bo fanatično sledila cerkvi, da se bo prelevila ta šizotipskost v neko akutno psihozo. Ne? Ona je obiskovala že psihiatre, ne? Bila je tudi hospitalizirana, mogoče bomo o tem kaj pozneje. Skratka, jaz sem imel pa takrat, ko je bila stara 31 let, ko si moškega tudi v fantazijo še ni dala, ko ni vedela, kaj je orgazm, ko ni masturbirala, nič od tega, ker to cerkev prepoveduje. Ne? To je bilo v neskladju z njenim življenjskim pogledom, nazorjem, ne? Ki ga je vsiljevala cerkev. Jaz sem pa kljub temu, ker mi je zaupala, nezavedno je očitno vedela, da jaz pa nekaj vem. Želela si po eni strani otroka, zdaj brez seksa tudi devica Marija ne more več zanost pa imeti dojenčka. Ne? Jaz sem to povedal in na mojo pobudo se je začela spogledovati z moškimi, flirtati, začela je masturbirati. Ne? Domača naloga je bila, vzemite tuš, pejte v bano in se lepo stuša malo tako, kako bi rekel, božajte, ne, z vodnim curkom. Dal sem mi seksualni kompas, nekajkrat sva se sestala v živo, tako da, kako naj rečem, sem jo nekako utiril v heteroseksualno pohoto in potem se je po enem letu pa pol teh terapij nekako umaknila, ker je vmes, jaz vem, dobila fanta, vem, da je poskušala začeti seksati in očitno se je pa potem zgodilo, nek se mi ni pa več javila, sem rekel, no, zdaj se je pa neka seksualnost njej odprla in zdaj je pa povedala, da je s tistim fantom bila v zvezi 2 leti. Ne, tega podatka jaz pol nisem imel in nehala je komunicirati z mano, ker je bila utirjena v neko normalnost. Mogoče sem toliko za začetek še dodal. Ja, Roman, te tvoje korespondence z Marijo so res obsežne, ne? Za debelo knjigo jih je. Tudi sama sem jih preletela in zanimivo je, kako si jo dobesedno usmirjal v seksualnost, jo inštruiral, bodril. Kako gledaš ti za nazaj na to vajno dopisovanje? Torej, jaz včasih delam tudi pro bono, ne? Določenim hudim pacientkam ali pa tem mlajšim, srednješolcem, osnovnošolcem, ki nimajo denarja, imajo težave, jaz pomagam pro bono. Ravno te dni sem pač pro bono šel na neko šolo, imel nek sestanek z ravnateljico, starimi starši v povezavi z vnuki in ker določeni ljudje pač nimajo denarja, jaz delam tudi pro bono. Ne? Se pravi, to žensko sem inštruiral zato, ker je bila seksualno tako poučna, tako zanimiva, da jaz pogosto rečem določenim pacientkam, moram pa reči, da so ženske najbolj seksualno zavozlane, bistveno bolj kot moški, to je vedel tudi Freud. Ne, jaz sem rekel, da bi tej ženski plačal, da bi še prišla, da bi mi sodelovala in ona je prišla in jih 2-krat hmen v Trbovlje z vlakom, šel sem z njo, po njo z avtomobilom, se pravi, nič ni plačala, prišla je hmen in da se v živo par ur pogovarjala. Tako da v živo sem pač še prišel do določenih spoznanj, ki sem si jih zapisoval, nekih zapiskov, ki sem jih zdaj delal za nazaj. In jaz vem, recimo, da je imela nekje dovolj dobro družino. Ne? Dovolj dobro, čeprav še vedno disfunkcionalno,
v smislu imela je falično mamo, pa nekega copatastega očeta, kar že samo po sebi ni dobro, ampak se mi zdi, da je bilo dovolj dobro. Doma niso bili neki verski fanatiki, je pa malo bežala iz te družine, tako rekoč, zatekla se je v cerkev in ta cerkev je potem pa oprala možgane. Ne? Zdaj, če bi še nekaj dodal, kar sem si izpisal v pripravi za ta najin podcast iz teh mojih zapiskov 2015-16, naj rečem, da sem si napisal, tukaj sem si pa zdaj izpisal in bom prebral, kaj sem si izpisal. Ob moških zmrzne, seksa se strašansko boji. Seksualnost njena je prežeta z gnusom, torej ne s sramom, ampak z gnusom. Tukaj obstaja razlika. Sram je znamenje želje. Če je pa ta sram upgradan v gnus, potem pa nastane, kako naj rečem, jeba. Takrat je pa težko. Če se ženski nekaj, kar se normalnim ženskam ne gnusi, imajo sram, če se pa določenim ženskam gnusi, potem pa lahko zatavajo tja v neko smer nekega redovništva, med nune, kar je tudi dotična imela željo, bila v kloštru, se pravi samostanu, ali pa feministke. Feministke tudi zajadrajo nek gnus do te heteroseksualnosti, včasih si pomagajo potem z nekim lezbištvom, ampak ta cerkveni del žensk ranjenih, spolno ranjenih, pa ne smejeti v neko lezbično, se pravi, prakticiranje seksa z istim spolom, cerkev to prepoveduje, ideologija prepoveduje in potem ta aseksualnost jih tako sesuva, da pride do čuda nekih psihičnih motenj. Ona je meni rekla, ko je na sporedu seks, dobim panični napad. Panika. Če jo citiram, kot bi me s šivanko nekdo špiknil. Se pravi, tako se zdrzne. To sem jo citiral. Špiknil s šivanko. Zdaj, okrog te pornografije oziroma porničev, ko sem to malo čekiral, če je to, kaj je gledala, je rekla, to si gnusi na kvadrat. Ne moram tega gledati. Pornografija se meni gabi. Tako je ponotranila odpor do seksualnosti, zdaj že naj namignem to zaradi cerkve, čeprav je v ozadju še ideja spolne zlorabe. Torej, tle piše, do 31. leta še ni doživela orgazma, niti ni masturbirala. Do 31. leta, to je bilo do leta 2015 ali 2016. Do 31. leta v svoji spolni fantaziji, če je slučajno hotela že vsiljeno dobila, tam ni bilo nobenega moškega. Ni bilo moškega. Še sedaj, recimo, so moški tako specifični brez obrazov, ampak o tem bomo pol govorila. In tukaj sem jaz rekel, wow, kaj je naredila cerkev. Rimsko-katoliška cerkev je tako zapovedala tako rekoč gnus do moškega spolnega organa, da si moškega tudi v fantazijo ni dala. Potem, če bi nadaljeval, če bi se spogledovala s seksom, bi se čutila umazano. Umazanost čutijo tudi spolno zlorabljene ženske. Potem priznala mi je, da nekaj se je pa božanskega njej pa dogodilo, božji dotik, orgazem, torej jaz sem ocenil, da je to orgazem, božanski občutek, ona zaradi nerazumevanja ni vedela, kaj se ji dogaja, bom pa takole povedal. Tam leta 2007 poletje je ona doživela, da je skozi odprto okno vstopil, tako je rekla, Bog, vstopil je v njo skozi vagino in ona se je 20 sekund tresla in bil je to božanski občutek. Ona ni vedela, da je to bil orgazm. Saj o tem bova še pozneje govorila, ampak ona je meni tako, rekel, čudno govorila, sem jo vprašal, a ste vi na tabletih? Prvič sem to slišal. Je rekla ja. In je imela že te neke psihotične prebliske, že leta 2015-16. Potem si jo vprašal, naj kaj pove iz mladosti, se pravi srednje šole. Bila je na kavici s fantom, tam na neki srednji šoli ali celo na fakulteti. Ona je imela smrtno tremo, ko je vedela, da na tapeti fant, v paketu fanta dobiš seksualnost. Samo zadovoljevanje je hud greh, je rekla. Po ukazu RKC-ja,
Se pravi, masturbiranje je hud greh. To je citat, ki sem ga izpisal. Draženje vagine, klitorisa, torej spolovila, se je njej izdelo totalno ogabno. Poznam ženske, ki svoje vagine niso videle, dokler jaz nisem rekel, naj vzame ogledalo in si jo pogleda. In si jo prvič v življenju pogledala pri 36 letih, pa je imela že 2 otroka. Ampak ta ne zaradi RKC-ja toliko, ampak tudi zato, ker ni imela očeta ob sebi. Je pa RKC malo zapovedal to neko aseksualnost. Potem je to rekla, pojav seksualnega ugodja, užitka je zanjo kazen. Kazen na pobudo RKC-ja. Masturbacija se je zdela kot kazen, smrtni greh je bil masturbacija, orgazm bi bil pa greh za neko, kako naj rečem, za ogabno početje. Orgazm, greh za masturbacijo. Orgazm kot kazen za grešno početje. Zato se je orgazm tudi gnusil. To je absurdno. To sem vse vedel že leta 16. Ko so ji začeli rasti prsi, ki pa ima kar bujne prsi, da si jih je hotela odrezati. Odrezati. V enem 6., 7. razredu si hotela prsi odrezati. To je absurdno občutek. Gnusili so se ji lastne joške, so se ji gnusile. To je nepojemljivo. Malo je žensko lahko sram, malo se je potem tudi nobel zdi, malo jih skriva, ampak dnes so se lastne prsi zdele ogabne, si jih je hotela odrezati. Ko je nek fant ponudil neko pecivo, se pravi nek poslastek, na simbolno nezavedni ravni je neko ugodje to predstavljala, mogoče simbolno nezavedno celo seksualni užitek, moški je dal pecivo, ona ga je vrgla stran. To je simptom ranjene seksualnosti. To sem vedel leta 15-16. To sem rekel, da bom še povedal, zdaj pa daj ti še nadaljuj. Ja, potem je med vama sledilo nekih 6 let, če se ne motim, terapevtske pauze. Zdaj bi bilo dobro, da poslušalce seznani s tem, kaj se je dogajalo, torej od začetka te pauze do letos. Ja, jaz sem rekel, da na mojo pobudo se je predala z domačimi nalogami, tudi masturbaciji, flirtu, zapovedal sem nek flirt, oziroma naj gre na online portal, naj po Facebooku flirta, naj se nastavi moškim, naj se gre ličiti, pa vse tako, naj gre pokazati svoje obline. Bila je, zelo dobro je takrat zgledala, ne povem, kaj je zdaj z njo, na račun tablet bom pol povedal. V glavnem, ona je potem, ko je začela seksati, mislim, od leta 2017 naprej, je ona bila, kot sem zdaj izvedel, 2 let v zvezi. In ni seksala samo, ker mi je povedala, zdaj sem pa dobila fanta, sva probala seksati, mu je prišel še preden ga je not dal. Se pravi, tudi domnevno do razdevičenja še ni prišlo, ampak potem je pa nehala nekako mi pisati, jaz nisem bil vsiljiv in zdaj se je izkazalo, da je 2 leti bila pa v zvezi, da je imela je sicer zelo spodletelega fanta, torej popolnoma napačnega, nekega, ne rečem, narkomana, luzerja, 2 let sta bila v nekih zvezah, in zaradi bodril sem jo v tej seksualnosti, sem že prej povedal, in ker je bil ta seks tako rekoč znosen, se pravi, se je kar nekako dogajalo, ne sicer, zdaj vemo, pač ne čisto v klasični obliki, tako kot mladi seksajo, nisi dala duška, bilo je ogromno srama in gnusa, treme, ampak vse nek seks je bil in v tistem času ni rabila moje asistence psihoterapevtske, tudi malo se je oddaljila od cerkve, tako da dokler, ko je bil seks približno normalen, je bila ona psihično normalna. To bi mogoče izpostavil. Posvečala se je celo umetnosti, malo je sublimirala, imela neke talente, prav te umetniške, nek njen hobi, s katerim je tudi malo, finančno si jo pomogla, je zacvetel. Ok, to se je zgodilo v tem času, potem sta šla pa narazen, ker tale fant res ni bil ta prav, in pol je pa menda šla po razhodu s tem fantom,
v samostan, v klošter, kolikor je povedala. In potem, zdaj tisto, kar mi dva v podcastu, torej v tistem pogovarjanju v živo še nisva vedela, ampak jaz sem jo pa naknadno vprašal, ne, ona je šla potem eksorcistu, ne, izganjavcu hudiča. Bila je 15-krat pri izganjavcu hudiča, ki je pol to seksualnost njeno, ki se je mogla vse izpovedati, se pravi označil za greh, da je to delo hudiča in so izganjali iz nje hudiča. Ne. Kolikor vem, mi dva takrat nisva delala hipnozo, ampak o izganjanju hudiča sem je svoje stvari že povedal in v najnih podcastih in v tisti oddaji Faktor, izganjanje hudiča je vsiljevanje, pač sugeriranje nečesa, kar je hudič, ne. V resnici, rekel, za mene je bilo to absurdno, ampak 15-krat je bila in meni vse opisala in potem se je zgodila ta psihoza, akutna stanje psihoze, kjer je, mislim, totalno se je strgalo, ne. Jaz bi rekel, da so jo tako rekoč tableti pohabili. Torej, tableti, potem, ki je bila v psihozi, je šla pač psihiatru, najprej eksorcist, delal jo psihotično, ne samo šizotipsko, ampak psihotično, in ko je bila v psihotičnem stanju, je mogla iti psihiatrom, psihiatri so jo našopali s tableti in začaran krog, in zdaj se je obrnila na mene, da bi rada to svojo zgodbo predstavila javnosti, ker je poučna in evo, zdaj mi dva tole snemava. Ja, jaz sem jo vprašala v tem našem Zoom pogovoru, koliko časa je že na tabletah, ker meni je delovala zadeta od tablet. Njen spomin ni deloval normalno in tudi izkazalo se je, da se je zredila za 25 kilogramov. Bila je nekako zasanjana, ohromljena, kot bi bila nenehno ujeta v nekem blackoutu. Kako pa si jo ti doživel oziroma videl po tej plati? Ja, ker so pač se videli po tem Zoomu, ne, jaz jo pač nisem videl od leta 2016, ne, kako izgleda. In jaz potem vidim njeno, rekel, obraz, čist drug je bil, ko neka polna luna je bila, ne. Roke imela, mislim, bicepse ko nogo, ne, mislim, jaz vem, kaj pomeni za žensko biti lepa, ne. In ona se zaradi tablet, ne, ki so jo nekako spravile ven psihoze, ne, akutno stanje, ne moreš zdraviti z besedo, ne, ona si našopala so s tableti, bila je hospitalizirana 25 kilogramov, čez 100 kil ima zdaj, ne. Tam okoli, no ne vem, saj nismo govorili o kilogramih, a 25 kil za eno žensko, ki se tam mora nastavljati moškim, da jo opazijo, da jim je seksualno zanimiva, ne. Mislim, v tej kulturi, ki ni barok, so te tvigice malce bolj, kako naj rečem, gor vzete, ne, imajo malo bolj privilegija v moški želji kot neke, rekel, malce zapuščene, da naj tako rečem, ker ona se tudi se ne liči, se ne barva, mislim, svoj čas me vprašal, če se kaj v kikelcu naprav, ne, Bog ne daj, samo v hlačah mi je govorila takrat, ne, in ta psihotična epizoda, ne, ki jo je doživela na račun, bom rekel, eksorcista, ne, ki je zganjal hudiča, ona je zapadla v ta psihotični trans, ona se je znašla v nebesih, v onostranstvu, ko je opisovala, ki sem šel zdaj naknadno jo spraševati, kako je bilo pri eksorcistu, ne, to je bila je pa na Hrvaškem in pri slovenskih in pri hrvaških eksorcistih, to se je čist strgal, ne, med to sugerirano epizodo izganjanja hudiča in ona se je znašla v nebesih, v onostranstvu, tam komunicirala, videla je stvari, ona je mislila, da je mrtva in da je v nebesih, ne. Totalno je bila nora, ne. Se pravi, psihoza, to je slovensko norost. In jaz sem bil, ko sem bral te eksorcistične njene izpovedi in poslala mi je link nekega italijanskega eksorcista, enega najbolj znanih, 20 minut, ko sem jaz izgledal, jaz sem bil tako besen na rimsko-katoliško cerkev, ne, najbolj znani eksorcist, 20 minut gledam izganjanje hudiča, meni se je mešalo od besa, kako pohabljajo, kako zavajajo,
ljudi. Zdaj, če bi imela ženska, recimo, epilepsijo, bi med to eksorcistično, bi rekel, izganjanje hudiče, bi dobila epileptični napad. Ne? In pa bi mislili ljudje, da hudič ven gre. V resnici bi šlo pa za umetno sprožen epileptični napad. Ne? Tako da, ko sem jaz videl in njene izpovedi prebral, ne, to sem rekel, pismo, to je zdaj pa začaran krog. Ne. Jaz bi prepovedal obiskovanje cerkve, cerkev je druga družina, ona ne zna brez cerkve živeti, čeprav se je zdaj malo oddaljila od cerkve, tudi na pobudo svojih psihiatričnih teh svetovalcev, ne. Jaz sem pa to že kdaj rekel, ne. Pusti cerkev primer. Tako da marsikaj še midva temu živo nisva se pogovarjala. Zdaj naknadno povem, kaj vse je bilo tako rekoč z njo povezanega. Ja, kljub temu, da vem, da znajo biti takšni pogovori o seksualnosti za aseksualno sogovornico, kot je ona, naporni, sem se opogumila in jo vprašala, kako je z njenim doživljanjem orgazma. Vprašala sem jo, če sploh ve, kaj je to, oziroma če ga doživlja, vsaj pri masturbaciji, in njen odgovor je bil: mogoče vem, mogoče sem ga že doživela. Meni osebno se zdi, da ga v resnici sploh še ni doživela. Kako pa si ti dojemal to njeno nejasnost v odgovorih? No, glede na to, da imam te pogovore o seksualnosti z ženskami kar poglobljene, ne? Se pravi, ženske pridejo k meni tudi s seksualnimi težavami, ne? Ko pridejo zaradi moških, ne? Potem moram, ne? Ker je, bi rekel, največji diagnostični dosežek, ne, je izpoved v seksualnem smislu, ko vrtam v seksualno fantazijo, ko se dotaknem orgazma, ne, določene ženske pri 40 letih ne ve, kaj je to orgazem. Ne. In pa jaz hudomušno rečem, gospa, orgazem, to ni neka nova pašteta, to je nekaj fiziološkega. Jaz sem tej ženski celo opisal, ko so me moje telovadke, ko sem jaz trener, spraševale, ker sem bil kot oče, ne, Roman, kaj je to orgazem? Ne? Jaz sem tem puncam v stiski, ne, malo namignil, da je to nek pač fiziološki občutek, ne, tej ženski nisem mogel nekako dopovedati, takrat, ko še ni doživela orgazma, sem pa namignil, da je ta božji dotik, ko je Bog vstopil v njo skozi vagino, da je to bil orgazem. Ampak ta orgazem je bil drugačen. Ona še zdaj ne zna točno definirati, ker menda ve, kaj je orgazem. Zdaj treba povedati, ne, da obstaja več tipov orgazmov. Ne. Določene ženske ločijo med vaginalnim orgazmom in klitoralnim. Določene to ločijo. Recimo geji so mi zaupali, da obstaja tudi analni orgazem. Ne, tudi ženske so povedali, da obstaja pri analni penetraciji drug tip orgazma, se pravi, orgazmov je več. Ko pridejo k meni kakšne aseksualke, ki težko doživljajo, pa sploh ne doživljajo orgazma, ko jaz to recimo najdem, zakaj, ko s hipnozo sugeriram orgazem, se pravi, jaz ga lahko tudi sugeriram brez dotikanja, ne, včasih grem celo ven z te pisarne in na pobudo mojo verbalno v hipnotskem stanju ženska doživi orgazem. Ne. In potem, ko to opisuje, prav, da je to pa čist drugače, ko se sama masturbira ali pa eventualno v kakšnem kunilingusu, nekem oralnem seksu, ne, ali pa penetraciji, da je to čist drugače. Se pravi, obstaja več tipov orgazmov. In zgleda, da tale Marija pozna različne tipe neke vzdraženosti, tudi meni se malo čudno zdi, da ona ne ve, kdaj je orgazem, kdaj je pa samo neka fiziološka prijetnost, ki še ni orgazem. Tako da, no, jaz sem imel občutek, da po moje že nekako ve, če je rekla, da doživlja orgazem, tudi pod tušem, pa tako naprej, ampak je pa dejansko pa zbegana. Ne. Seksualno ta cerkev je zabrazgotinila pohoto in ko se njej fiziološko zgodi orgazem, se njej psiha, bi rekel, poveže s prepovedjo, se pravi sugerirano cerkveno prepovedjo in potem tista zmes
cerkvene prepovedi in fiziološka pobuda orgazma, se njej to v eno čudno zmes zgodi in se ji orgazm se je od začetka zdel skrajno ogaben, nagnusen, kazen za masturbacijo, ki je grešna. Tako da verjamem, da je doživljala več teh tipov nekega ugodja, naslade. Po drugi strani, ko sem jo spraševal, če si upa tudi kaj napiti, se pravi, da bi v opitem stanju se malo bolj sprostila, je rekla, da to pa ni ona tako narejena, da bi mogla piti. Vmes je še mene spraševala, mogoče tega ti ne veš, me je vprašala, če se vsaka ženska lahko sprosti, ker ona se ne more sprostiti pri orgazmu, vedno ima ročno zategnjeno, boji se, da bi se med orgazmom polulala, zato ima skozi neko kognitivno kontrolo, da se ne bi polulala med orgazmom, če bi se totalno sprostila, tako da tudi med orgazmom ima ona 2 ročne zavori zategnjeni in fiziološki občutek je lahko v rangu nekega čudnega krča, ki je celo boleč. Se pravi, da za njo ni prijeten. Normalna ženska ima pa orgazm za višek neke naslade, več od tega ni. Ona pa tega nima. Tako sem jaz razbral iz teh njenih, bi rekel, izpovedi. Ja, mene je begalo dejstvo, da je imela normalno, tradicionalno družino, ki v osnovi niti ni bila posebej cerkvena. Psihoanalitično gledano bi lahko posumili na spolno zlorabo. Konec koncev je poudarila, da je bila brez spomina do 6. leta starosti, da pa je na nek način bežala iz družine in se zatekla v cerkev, v kateri je po mojem videnju razvila nekakšno virsko blaznost. Razmišljam zdaj v 2 možnosti, da je bila ali spolno zlorabljena ali pa da so ji to patološko aseksualnost razvili v cerkvi. Kako pa ti vidiš? Ja, super si povedala, mislim, te najni podcasti, kjer 19, so tudi tebe tako zverzirali, da psihoanalitično zelo korektno razmišljaš. Ta virska blaznost, jaz imam nekaj teh pacientov, ki so virsko blazni, to se jim ne da dopovedati, da Bog, vprašanje, če obstaja, vprašanje, mislim, skozi ta spoznavni skepticizem, moraš reči, res se ne da vedeti, ne pa da mi nekdo reče, v ono stranstvo je pa fešta. Kako pa vi veste? Ja, to je pa logično, tudi za kanček ne podvomi, ampak tisti, ki podvomijo, so malo normalni, virski blazneži, ki imajo, če grejo k psihiatrom, imajo pa oni diagnozo šizotipska motnja, se pravi neka bizarna verjetja, 100% držijo in šizotipska motnja lahko eskalira v psihozo in to se je tej Mariji naredilo. Tako da, jaz bom rekel, tako kot si rekla, v njej se borita 2 pola. Ta diktat primarne družine bi jo delal normalno, ali pa bi normalna, če jo ne bi zabrazgotinila druga njena družina, v katero je zbežala, to je pa cerkev. Cerkev je tako indoktrinirala v smer neke aseksualnosti, pa nič seksa do poroke, pa tako naprej, kot da smo srednji vek. V tej kulturi to tako ne gre. Hiperseksualna cela kultura, cerkev pa prav nič seksa do poroke. Ona je v tem okolju rasla in ta cerkev je bila drugi dom, ki je postal prvi dom, nadomestek za družino in je prav možgane. Potem je pa še tukaj pa ta zgodba, da jaz skozi sumim na spolno zlorabo in ker jo nisem imel dovoljkrat pri meni v živo, s hipnozo nisva iskala te spolne zlorabe, absolutno je brez spomina, tako si rekla, do 6. leta, to pomeni, da je ful trpela, kot deklica, toliko zelo trpela, da je mogla vse potlačiti, da je lahko preživela. Kaj ne rečem, zloraba možno, nisem prišel do tega, tudi vsi te ovinki, ki sem jih delal, jaz sem rekel, da mora, ker ima tudi starejšo sestro, sem rekel, da mora sestro vprašati, če je slučajno njej v krogu družine kdo seksualno težil. Ker če je njej, potem je tudi tej mlajši sestrici tudi. In starejša sestra je rekla, mislim, zdaj moram to reči, da je bil šolski psiholog tisti, ki je spolno nadlegoval. Ampak
so pa dovolj starostno narazen, da ta šolski psiholog tej Mariji ni naredil nič takega, ne? Ampak bi mogel znotraj primarne družine oziroma sorodstva se nekaj dogajati. Midva sva prišla do 3 osumljencev, ampak s hipnozo pač nisem mogel, ker je premalkrat, 2krat je samo bila pri meni, nisva ustrajala, ona ni ustrajala, potem se je pač tista zveza seksualna naredila in nehala hoditi, ampak še vedno je ta spolna zloraba opcija, da se je poleg cerkvene indoktrinacije, ki je izjemno škodljiva, da je tukaj še tisti moment, zaradi katerega ima totalno popačeno seksualnost, da je spolna zloraba. Mislim, da je pač še to v ozadju. Zdaj naj še rečem, mogoče tole, ne, ko je šla prvič od mene, po tem pogovarjanju v živo, ne, jaz sem si zapisal njen mail, korespondenco iz leta 2016, ne, in napisala: hvala še enkrat, ker ste mi pokazali nov svet. Ko sem šla z vlaka, se je vrnila v mene tista bolečina v maternici. Metafora je dobra, kakor da bi imela trnje v sebi, ne? Metafora, trnje v duši, trnje v sebi. In potem je šla na neke molitvene skupine, ne? In potem pred obličjem faranov, pa nekih teh, ki so molili, upeljala Boga, dvigla roko, ne, napisala: ne boste verjeli, ampak na glas sem lahko podelila delček tega, kar se mi je zgodilo danes, pri vas, ne, oziroma danes. Zletelo je z mene in sem pokazala jezo do cerkve glede te čistosti, te seksualne čistosti, ne, in pol prav očitno vam, ne, meni je uspelo, da sem jaz uspela v cerkvi na glas izreči besedo, prepovedano, orgazem. Uspela sem v cerkvi to reči, ki so jo v moji družbi, ki je ta beseda, recimo pa te malo seksualne stvari, so neizrekljive. V cerkvi se orgazm ne sme izreči. In požela je aplavz. Hec pa je, ne, to sem si izpišal, sem jo pa zdaj, če se spomnim, vprašal, ne, kako je, da sem jaz takrat čestital leta 2016, kako je zbrala pogum in rekla: cerkev nam vsiljuje seksualno neko aseksualnost, ne, da to je narobe. Ona se tega zdaj ni čisto nič spomnila, če se ti spomniš, ne. Skratka, ideologija RKC-ja jo je totalno ohromila, ne. Zdaj treba še povedati, da je cerkev prežeta z geji, ne. Sorry, da moram to reči, da je en Vatikan leglo, svetovno leglo gejev, ne, ženske, ne, in heteroseksualna seksualnost žensko se gejem seveda gnusi, ne, na račun te aseksualnosti, celibaterstva se podajajo tako na skrivaj v pedofilijo, sorry, ker moram to reči, ne, in največ teh spolnih zlorab, torej ne največ spolnih zlorab se zgodi v krogu družine oziroma sorodstva, potem je pa cerkev, ne, potem so pa tukaj ti duhovniki, če so heteroseksualni, se na punčke spravljajo, če so homoseksualni, pa na fantke, ne. Celibateri z deformirano seksualnostjo so pa glavni pridigari in pošiljajo vernice izganjavcu hudiča, da jim ven izkorenine seksualnost. To je tak absurd, ne, da glava peče. Ok, tole sem zdaj še malo kritičen do cerkve, pa sem tole povedal. Ja, zanimivo mi je bilo, ko je izpostavila dejstvo, da pri razdevičenju ni krvavela. Rekla je, da se je od tebe naučila, da če ženska pri tem ne krvavi, lahko sumi na spolno zlorabo, ki jo je potlačila oziroma pozabila. Ta teza pa je toliko bolj legitimna, če ima ženska v odraslosti probleme v seksualnosti. To zakonitost si tudi že izpostavil v enem od najnih prejšnjih podkastov. Nam lahko poveš še kaj več o tem, torej o tej zakonitosti? Torej, pri 31 letih definitivno še ni seksala, ne. Je pa čutila, sama je meni povedala, da fiziološko se ji je zdelo, da ni več devica, ne. In potem, ki je pa slišala o tem moje teze, ne, to sem pa že večkrat doživel, o teh raznih spolno zlorabljenih žensk, ko je ključno vprašanje, pri prvem seksu, v najstniškem času, ali ste vi krvaveli? Ne.
Sem rekel, dajte zdaj logično sklepati. Ja, veste, pa sem športnica, pa sem se raztegovala, sem rekel, čakajte malo, zdaj, jaz nisem ginekolog, ampak od raztegovanja pa nek himen, deviška kožica, pismo, ne more početi. Določene ženske pač se same razdevičijo, poznam zgodbe, sem rekla, prvič sem seksala, pa nisem krvavela. Ja, kako to, da ne? Ste bili spolno zlorabljeni? Ne, sem sama se s flašo samo zadovoljevala. S flašo se je razdevičila. Sem rekel, ok, tukaj da vem. In iskal sem spolno zlorabo in je nisem našel, nikakor. Ampak potem sem pa našel pa spolno fantazijo, v kateri si je dajala očeta v svojo spolno fantazijo, ker je videla seks med očetom in mamo, in je tisto gledanje tistega seksa jo tako zaznamovalo, da si je ona skreirala fantazijo, da je ona na mestu svoje mamice, da seksa s svojim očetom pri 8 letih. In potem se je sama razdevičila s flašo. In pri prvem seksu ni krvavela, in jaz sem mislil, da je bila spolno zlorabljena, in potem sem pa v teh dnevnikih, ker sem šel celo osnovno šolo, srednjo šolo, sem šel dnevnike gledati in sem ugotovil, da je punca spolno zlorabljeno funkcionira zaradi tega, ker je v fantaziji masturbirala, se zadovoljevala s flašo, imela je pa očeta v spolni fantaziji. In zato je bila deformirana. In to sva skozi terapijo popravila in danes je, bi rekel, srečno poročena, otroke, prej imela pa epizodo tako, mislim, da bi dal roko v ogenj, da je bila spolno zlorabljena. Ampak ni bila, razen svoje psihične realnosti, skozi fantazijo. Imel sem tudi 2, mamo pa hči, in mama ni, torej, te prvo hčer, sem jo vprašal, ker je imela pač motnje hranjenja, če je bila spolno zlorabljena, ne se ne spomnim, in pol, če je krvavela pri prvem seksu, pri 15 letih, ne. Wow! In povprašam mamo, ki pa tudi imela probleme, če je ona recimo pri prvem seksu krvavela. Mama tudi ne. In zdaj jaz tuhtam, ali se deduje spolna zloraba, ali ima nekatere ženske gensko strukturo tako, da tisti himen tam, da ne obstaja. Mislim, potem pa še, ja, ginekologi pa pravijo, da je to specifika nekaterih žensk, da pri razdevičenju ne krvavijo, ker njen himen ni razvit in da je to, nekatere ženske so take. Sem že imel tudi tako. Ja, ginekolog je rekel, da pri nekateri pa ne, se pri razdevičenju ne zgodi pretrganje, ni krvavite, da to pri nekaterih ženskah obstaja, in je ona rekla, verjetno sem jaz taka. Potem sem jo pa hipnotiziral, pa najdem spolno zlorabo, da je stric s prstom penetriral v njo. Ginekolog je mislil, da je pač taka se rodila, jaz sem pa s hipnozo najdel spolno zlorabo. Tako da pri tej ženski Mariji me skrbi, če ni bila spolno zlorabljena, in tega še danes ne vem. Ima pa vse simptome spolne zlorabe, vendar je največjo negativno vlogo pri njej naredila cerkvena ideologija. Skratka. Ja, zanimivo se mi je zdelo zdaj še to, ko si jo spomnil na prvi poljub, doživela ga je s fantom, s katerim naj bi začela hoditi oziroma postala z njim par, je priznala, da je takrat panično zbežala. Fant se ji je tako zagnusil, da je naslednji dan prekinila to obetajočo se zvezo. Kako bi komentiral to njeno gesto, to njeno grozo oziroma gnus? Ja, zdaj tako bi rekel, če se ji gnusi poljub. Poljub načeloma rajca. Punce si ga celo želijo, ker je iz registra neke erotike. Poljub ni fafanja. Poljub je erotika, ki načeloma dekletom paše, se spogledujejo z ljubkovanjem. Ampak to, da je pa panika zagrabila, da je zbežala, da se je fant gnusil, da ga je tako rekoč odslovila zaradi gnusa, to pa pomeni, da teoretično govorim, da je možno, da je nek odrasel moški njej vsiljeval poljubljanje. Ker se je tako zelo tudi na pobudo cerkvene ideologije se je poljub ne sme gnusiti na tak način. Torej sum na spolno zlorabe je zaradi tega poljuba, ki je nagnusen kot simptom, potem pa tukaj pa še ta cmok v grlu. Cmok v grlu. Mislim, cmok v grlu se naredi ženski pri nekem aluziji na neko seksualnost,
ženski, ki je bila oralno spolno zlorabljena. Jaz sem že imel žensko, ki je imela odpor, torej imela je dušenje, je dušilo, potem je imela pa še neko težave z dihanjem, ker je pa davilo. In potem sem s hipnozo najdel, da je pač nek pedofil in pri oralnih praksah tako porinil tisti penis do grla not, da ga je ugrizla. In on jo je pa potem davil. In to davljenje se je vedno pojavilo v enih kontekstih, ki je prišlo do sprožilca, ki njeno nezavedno pomnilo dogodek, ko je ugriznila tega pedofila, on jo je pa davil, in se je aktiviral pač potlačitev, spomin na to. In ta cmok v grlu je nekaj podobnega. Jaz bi rekel, da sumim na oralne prakse, ker ta ženska, zadnja stvar, ki bi jo naredila, bi bilo fafanje, oralna praksa. Tako da, cirkev ima neko vlogo pri njej, druga vloga je pa pač ta neodkrita, potencialno domnevna spolna zloraba, ki jaz nisem odkril, ampak simptomi kažejo ravno ta poljub, pa ta cmok v grlu, da je možno, da je bila spolno zlorabljena. Ja, v svojih preteklih fantazijah ni imela moškega, še manj penisa. Zdaj ona pravi, da ima moškega v fantaziji, vendar brez obraza, torej brez neke identitete. Kaj bi to pomenilo? Ja, torej, če ne bi bilo cirkev, bi rekel, da ima izredno močen nadjaz, se pravi neko zelo konzervativno mamo ali pa zelo konzervativnega očeta, seksualnost je tabu, ampak njena primarna družina jaz jo ocenjujem kot dovolj dobro, se pravi ta oidipalno-kastracijski kontekst v falični fazi se je njej zgodil približno normalno. Če ne bi bilo cirkve, bi se njena seksualnost, torej in domnevne spolne zlorabe, bi se njena seksualnost začela čisto drugače odvijati že v puberteti. Ampak njej se pa ta naknadni nek nadjaz na pobudo cirkve se tako močno ukorenini v njeno strukturo duševnosti, da je njej skozi cirkev zaukazana neka aseksualnost. Se pravi, ponotranila je cerkveno prepoved, seks je greh. Ok, zdaj dovolj dobra družina ji sugerira heteroseksualnost, zametke ima, ampak pa tukaj nastopijo pa zdaj pa še tableti, ki ima ključen stranski učinek, ki ni samo dobiti na kilogramih in biti otopel kot zombi, ampak znižuje libido, se pravi življenjsko energijo, tesnoba lahko zgine, panični napadi lahko zginejo, ampak tudi seksualna strast izgine. In potem je človek kot zombi. In potem ne pride sploh, do orgazma ne pride, tudi če masturbira, ne more orgazma niti doživeti, ker zmanjšani libido ne daje dovolj energije, libido kot seksualna energija, ne da dovolj bencina za orgazem, niti fantazija ne dobi krila. Fantazija, ne vem, če se že masturbira, ona celo trdi, da nima nikakršne fantazije, da se tam samo sprošča na fiziološki način, glavo ima pa prazno. Kar je, za normalne ljudi, ženske recimo, to je nemogoče, da ženska, ki masturbira, ne bi imela nekaj v glavi. Ona pa to trdi in meni se zdi ravno na pobudo te cirkve, ki jo ima ponotranjeno in Boga, domnevno tega, ki zapoveduje aseksualnost, ne pa Kristusa, pa ves ta aseksualni krščanski kontekst, in potem ji ohromi še fantazijo. Ob tabletih, še cirkev in suma sumarum, ima moškega noter, ki ali je ali ni, zdaj tudi če masturbira s tistim tušem, je lušten. Ko pa orgazm, ja menda pa je, ali pa tudi ne. To je naredila cirkev in zdaj pa še tableti, še ta udarec. In potem zaradi tablet je neanalizabilna. Toliko ima ohromljeno seksualnost, da je tudi terapirati jo ne morem. Ker sploh ne vem, kako je psiha deluje, miselni procesi so ohromljeni, ne zna niti izpovedati nič, ker ji tableti ohromijo celo psiho. Toliko mogoče. Res, v primerjavi z Jožico je bila kar konkretno manj zgovorna, če lahko pripomnim.
No, sama sem se pa začudila nad njeno fantazijo, ki jo je imela že v srednji šoli, kot je povedala, sicer zdaj pa je vedno manj. Fantazija je bila vezana na penetracijo v vagino z nožem in to z dvorezilnim nožem. Meni se zdi samo misel na to grozljiva in se mi ne zdi logično, da bi si ženska skreirala neko tako seksualno fantazijo. Če pa že je ta neka mazohistična fantazija po svoje konsistentna z neko samokaznovalno tendenco v smislu, če že uživam, moram vsaj trpeti. Mogoče v tej fantaziji podoživlja nek potlačen spomin na bolečino pri infantilnem razdevičanju in hkrati užitek. Tako jaz to vidim, no. Kaj pa bi ti rekel na to njeno fantazijo? Ja, zdaj si rekel, genialno si povedala, si vse povedala, kaj ne rečem, ne? Ona ima ta odipalno-kastracijski del iz primarne družine, bi rekel, dobro zastavljen, ne? Se pravi, željo po organu, ki njej na telesu manjka, in ta organ ima ambicijo in ženska si to želi, da jo zamaši, ne, se pravi, da vaginalno sprejme vase penis, to je nasledek primarne družine oziroma tega odipalnega kastracijskega konteksta, ki se je zgodil od 3. do 5. leta v falični fazi. Ne. Ona ima diktat v sebi sprejemajočih genitalij, kot sem rekel. Ne. Vagina je sprejemajoča, moški je dajajoč in mislite očetov penis, se je njej zgodil prejšnji, kaj že bila prejšnja najina gostja, ne, pa ni imela tega, ne. Tista Jožica pa ni imela očeta in željo po organu, ki njej na telesu manjka, ni razvila, ker ni bilo očeta. Ona je pa imela očeta, ne. Se pravi, fundament za normalno seksualnost ima, ampak nasproti tega diktata sprejeti vaše moški spolni organ, opozicija je pa cerkev, ne, in še eventualna spolna zloraba. Ne. Tako da ta del samokaznovalni, ne, diktat genitalij hoče sprejemajočost, ne, in ona bi dala nekaj noter, ampak ne smemo uživati, ne, zaradi cerkve, in potem se kaznuje z rezilom, dvorezilni nož, vaginalno penetracija, pa to je absurdna fantazija in ona jo ima. Kar bi znalo pomeniti tudi, ne, da recimo, da je, vem, da to je, ne, seksualna fantazija je največje diagnostično sredstvo za profiliranje nekoga, recimo ženske. In ko slišim za žensko seksualno fantazijo in sumim na spolno zlorabo, njena seksualna fantazija izdaja na simbolen način spolne zlorabe. Kakšna spolna zloraba se je zgodila? Se pravi, njej se je mogla zgoditi penetracijska spolna zloraba, v kateri mogoče je, kot si rekla, celo uživala, ampak jo je tudi zabolelo. Se pravi, jo je zabolelo, rada bi to noter dala, ne, ampak morajo pa boleti, ker se kaznuje. Se pravi, vedno obstaja tako latentna struktura seksualne fantazije. Spolna zloraba ima nasledek v strukturi seksualne fantazije. In zato, če sem jaz deležen bizarne ženske spolne fantazije, grem gledati, kje v otroštvu se je to v žensko naselilo, ker ob spolnih fantazijah, ne, oziroma spolnem življenju se potem dogaja pa odnos z moškim. In ženska, ki je seksualno ranjena, ne more z moškim funkcionirati. Zajadra v neko čudno, bizarno smer, zdaj ali je promiskuitetna, ali je totalno aseksualna, ne, in potem, če že imajo pač družine, moški je obupan nad njeno žensko aseksualnostjo in potem ženska pride k meni, ko mi izpove seksualno fantazijo, wow, vi ste bili pa spolno zlorabljeni. Ne, se ne spomnim. Potem greva pa s hipnozo, evo, če je sugestibilna in to najdeva. Ne. Tako da, bi rekel, to, kar si ti nakazala, da ima to neko mazohistično spolno fantazijo prav po nekem diktatu neke smiselnosti, vse si pravilno si napovedala, jaz sem mogoče še kaj dodal. No.
Ja, neko zbeganost pa sem doživela, ko si jo vprašal, na kaj jo asocira semenska tekočina. Rekla je na mešanico medu in mleka, torej nekaj užitnega. Izkazalo pa se je, da oralnega seksa še ni prakticirala in ko si jo vprašal, če bi torej tale med in mleko lahko pogoltnila, pa je izstrelila kot iz topa, ni šans. To bi bilo zame skrajno ogabno, grozljivo. Kako ti vidiš to razhajanje med tole užitnostjo in totalno ogabnostjo? Ja, to je ta razcep. Diktata dovolj dobre primarne družine, ta odipalni kontekst, pri njej se je naselil, se pravi, med in mleko, ne, to je rekel, užitno za žensko. Zdaj mnoge ženske pogoltnejo z užitkom, ne, zdaj kako okus ima sperma, pustimo zdaj to, ampak načeloma ženska sprejemajočost, pa uslužnost, pa njena pohota se lahko organizira tudi okrog tega, da v oralnih praksah, konec koncev tudi svojevrstna kontracepcija to, ne, v oralnih praksah ženska lahko sperma pogoltne, ne. Pri njej pa ta, kljub temu, da je to formalno mleko in med, to je užitna stvar, ona pa ogabno, to ne vem, to je šok za njo, da sploh pomisli, da je tazga možno. Jaz bi rekel, to je ne samo RKC, ne, to je sum na oralno spolno zlorabo, ki se je zgodila v otroštvu, spomina nima, da se to enkrat že ne zgodilo, da je to enkrat že bila tega deležna, ne. Ker poznam jaz ženske, ne, ko je tip pri njenih 16 letih zajakuliral njej pač na trebuh oziroma na prsi, ne, da je to žgalo kot kislina. Ne, se pravi, sperma načeloma ne žge kože. Ne. In ta ženska, punca, 16 let stara, spermo rekel, na trebuhu prsih je občutila kot kislino, ki jo razžira. In potem je s hipnozo najdem spolno zlorabo nekoga, ki je ejakuliral na njo že niti spomnila ni, ne. Se pravi, tudi ni imela spomina do 6. leta. In jaz sem s hipnozo vse to našel. Ne. Naj povem recimo, da ona je 2-krat izpolnila ta znameniti vprašalnik, ki ga imam v tej knjigi Prvi spol, ne, 8. poglavje, penis in ženska želja. Ona je leta 2015-16 izpolnila anketni vprašalnik. Ona se sploh ni spomnila, da je anketni vprašalnik že izpolnila. V pripravi na ta najin podcast si mi dal še enkrat isti vprašalnik. Sploh ni vedela, da je to že, da je že to odgovarjala. In je rekla, da ima najraje, da moški ejakulira v vagino, zato da ne vidi sperme. Ampak zaradi te kontracepcije pa dovoli, da ejakulira na trebuh, ne, da je to najmanj ogabno. Ne. Vse posod se pravi, da je po kakšni faci, Bog ne dajo kakšna usta. Ne. In ona je vse to, mislim, ko je razvila torej, vso to mislenje okrog sperme, ne, je meni dal vedeti, da to nekaj zelo napačnega v tej njeni percepciji. Ne. Tako da ima pač razhajanje, ne, od tistega, kar je normalno, kot diktat primarne družine in tistega, ta ogabnost, ne, ogabnost, med in mleko, primarna družina, ogabnost je pa zmes RKC-ja in eventualne spolne zlorabe, v kateri je bila neka sperma, pa nek penis, ki je penetriral Bog ve kam vse, ne, tudi v usta, pa tudi vaginalno, oziroma vaginalno verjetno, če je bila deklica, je bil prej kak prst, kot nek penis, ne. To mogoče, ne, bi še dodal. Ja, zanimivo se mi je zdelo, da je prejemanje oralnega seksa nekako paše, čeprav, kot je dejala, določenih položajev, kot je 69, ne prenese, ker ona ne more izvajati oralne prakse. Kako ti vidiš to njeno specifiko? Zdaj takole, tiste ženske, ki, zdaj bom malo vulgarno rekel, ne, ki ne izvajajo fafanja, se pravi oralne prakse moškemu, ne, si tudi lizati ne pustijo. Ne. Večinoma je to tako, vzajemno. Ne pusti se niti lizati, niti oralno prakso moškemu ne izvaja. Ona pa ima mogoče pa to specifiko, ki sicer ni tukaj unikatna, tudi določene ženske fafala ne bi, liže mi jo pa lahko. Ne, in mi tudi pride, tam se sprostim, a vzajemnost, se pravi, zdaj bom pa njemu jaz uslugo naredila, načeloma moški imajo fafanje radi, ne, ona dovoli, da jo liže, kunilingus, ne,
ona pa ne bi tega počela moškemu, ker se ji to gnusi. Ne. V ozadju so vzroki, zakaj. Pri njej mogoče vidim, da ona ni toliko, rekel, pokvarjena, da ona počne moškemu, ne, ampak diktat užitka, ne, on pa lahko to meni počne, ker sem jaz tako in tako pasivnost. Jaz nisem kriva, če mi on liže, ne. Jaz nisem kriva. Se opere krivde. Ne. Zdaj, če pa jaz oralno prakso pa njemu prakticiram, sem pa jaz aktivno odeležela, to se pa ne sme. Ne. To pa cerkev prepoveduje. Mimo tega gnusa, ki ga mogoče čuti na račun spolne zlorabe. Ne. Se pravi, ona ima neko obrambno racionalizacijo, človek ima 50 obrambnih mehanizmov. Temeljni obrambni mehanizem je racionalizacija. Se pravi, da neka resnica pa neka interpretacija, ki človek, Bog ve zakaj, ne, zaradi nekih nezavednih procesov, zgradi v svoji glavi, ne, on si zracionalizira take vrste resnico, ki njemu paše mu pa zaradi nekega diktata, nekih potlačitev, določenih nezavednih procesov. Ne. Pri njej vidim, da ima neko obrambno racionalizacijo, da on meni lahko, ker mi je lušno, ne, fiziološko traženje klitorisa je lušno, ne, in to, bi rekel, oralno z jezikom je 10-krat bolj učinkovito kot sama penetracija, kar se klitorisa tiče. Ne. Res pa, da je pri oralnem zadovoljovanju ni vaginalne zamašenosti. Ne. Tukaj sta dva tipa užitkov, ne. Tako sta kao dva, mislim kao, jaz nisem ženska, ne vem točno, kako to je. Obstajata temeljna dva orgazma, klitoralni in vaginalni. Ne. Tako da tudi draženje klitorisa je užitek mimo zamašenosti. Ne? Tako da njej se pač ta spolna želja se ni upgradeala, ne? Kljub tej 2-letni seksualni aktivnosti, ne? Ona bi v 2 letih lahko napredovala, da bi, tako kot meni ženske pravijo, ne? Jaz včasih nisem organa penisa upala dotakniti s prsti, nisem upala dotakniti. Pri prvem fafanju to sem skup padla od sramu, malo to, ok, če ima umidga je v redu, ne, če nima umidga je pa še nek gnus, ne, ampak zdaj pa brez fafanja sploh ne morem živeti. Rečejo tiste ženske, ki se najprej v tej seksualni karieri se penisa niso upale tudi dotakniti, zaradi sramu. Zdaj pa fafanje glavno pravilo. Pri tej Mariji pa ni prišlo do upgradane spolne želje. Pa spet ne vem, ali zaradi RKC ideologija, ki jo ima inkorporirano v svoj nadjas, v svoj bios, v svojo psiho, ali je tukaj še vloga spolne zlorabe. Ja, ta Marija zdaj že 4 leta v bistvu nima spolnih odnosov. Prej pa jih je imela 2 leti, tudi do 4-krat tedensko, kot se je pohvalila. V 2 letih te seksualne kariere bi se morala nekako utiriti v normalno seksualnost, pa se nekako ni. Zakaj po tvojem videnju to ne uspe? Ja, malo prej sem rekel, ne, RKC je zabrazgotinila dušo, ne, seksualnost. Jo zapeljala v totalno aseksualnost in tam ima ona milijone datotek, da je seks nagnusna stvar. Ideologija je oprala možgane in doktrinirala z neko aseksualnostjo cerkveno zapovedano. Tukaj pa je še zelo opcija te spolne zlorabe in zdaj, kaj vem, če ne bi bilo spolne zlorabe, mogoče cerkvena ideologija jo ne bi toliko zabrazgotinila, po mojem videnju pa možno, pa da je spolna zloraba. Ne? Tako da popolnoma je kontaminirana, to njena seksualnost je kontaminirana, zdaj pa še s tableti. Ne? Še pohote nima, ker je ohromljena s tableti, ima vojno svetov, razcepljena je, diktat primarne družine jo vodi, jo sili v seksualnost, ki ne pride do izraza, ker je še ohromljena s tableti. Pol je pa tukaj še 2 momenta, RKC pa spolna zloraba. In pa je pa gotova zgodba. Ne. Pa še ne upošteva. Zdaj, jaz bi marsikaj svetoval, ne. Jaz bi rekel, da mora nujno, ne vem, zdaj rekel, pejte dol s tablet, ne, pa da zapade nazaj v psihozo, vodje bi rekel, naj grem dol s tablet, ne, pa se je spet pol strga, ne. Ampak dokler je na tabletih, se njena seksualnost ne more razvijati. In ne samo, da se seksualnost, ona ne more shujšati. Ona ima 100 kil.
kako naj zdaj se tam nastavlja pa flirta, ne, in doživlja užitek z nekim flirtom, z nekimi moškimi, pa virtualno, ne, po virtualnem svetu se zdaj to dogajajo čuda stvari, to uživa masturbacija, golota, moški komi čaka, da mu ženska, ne vem, joške pokaže, ne, ali pa da moški kaj pokaže, njej se zmeša, če bi virtualno se nekaj šla. Zdaj, zaradi teh 3 front, ali spolna zloraba, RKC, pa še tableti. Diktat primarne družine, ki je pa normalen, sploh ne pride do izraza. Ja, na vprašanje, kateri položaj pri seksu je najbolj paše, je kot izstopa izstrelila Dogi. Ko si jo spraševal, kako ji paše ta moška dominacija, moška moč, se je pohvalila, da ji to kar paše. Ti, ki vse prebereš kot simptom, ali še kaj vidiš v ozadju? Ona ima to kronično razcepljenost med užitkom in gnusom, oziroma grozo, celo paniko, ne. Določene seksualne stvari jo pahnejo panični napad, tako rekoč, ne samo v grozo, ne samo gnus, ne. In zdaj to preiditi, ne, kako že, se pravi, seks mi paše, tako da nisem kriva, se pravi, pri Dogiju jo pa nihče ne gleda, ona pred nikomor ni kriva, ne, pred nikomor ni kriva, ker ona nič ne vidi, ne. Pa spomnim se še, da je nek kolega rekel, moja žena hoče pa sam Dogija. Pa sem pa tako namignil, pa ne bo dolg več žena, ne, ker Dogi položaj je tak svoboden in ženska kadarkoli hoče zapusti ta položaj, ne. Če je pa, bi rekel, zacementirana v moško nadvlado in da neverjetno uživa v moški moči, ne, moška sila tam in da je to strašansko paše, ne, to je čist nekaj drugega kot recimo neka gospodarica ali pa neka feministka, ki samo jaha, ne, ima tistega sužnja tam, bi rekel, prikovanega na postelje in ona samo orgazm doživi, samo če je ona na vrhu, ne, ker je toliko dominantna, psihično je toliko dominantna, da se v seksu, ne, določene feministke se v seksu, tudi Simone de Beauvoir, ta znamenita feministka, je rekla, da je ženska v seksu premagana, da moški v njo suva, da jo ponižuje s tem suvanjem, s to močjo, s to silo. Sem rekel, pa ta ženska ni ženska, sej je bila lezbika, ampak hec je, da mnoge, tudi moje pacientke, ki imajo ogromno problemov, ko jaz vprašam temeljno vprašanje, recimo eno od temeljnih, ne, če se ona v klasičnem seksu zdi, da jo moški premaguje. Je rekla, ja. Se pravi, moški, ki tam sili v njo, se pravi, jo poriva z užitkom, namesto da bi ona tam uživala, ona psihično škrta je v glav, ker misli, da je moški premaguje s tem porivanjem. To je v neskladju z normalnostjo v seksualnosti, ne. Tako da spolne poze so simptom, ne. Tudi eno od vprašanj mojih je, katera spolna poza najbolj paše in njej tale Dogi paše, prvič, ker lahko zbeži, kadar če, ne, drugič pa nihče jo ne gleda, nikogar ne vidi in ni kriva, da se ji to dogaja, ne. Se pravi, a se je razumela zdaj, mislim, poslušalci, če so razumeli, odkje je ta Dogi, ne. V glavnem, odnos do penisa ženski odnos do penisa je eno pomembno diagnostično sredstvo, tudi položaj v seksualnem aktu je zelo pomemben kot simptom, se pravi, kot diagnostično sredstvo za profiliranje duševnosti ženske, tudi moškega, ne, jaz pogosto vprašam moške in ženske, ne, tako, vsakega zase, ne, če imam slučajno par, recimo, če bi imel lisice, ne, te lisice okrog zapestja, kdo bi jih imel, moški ali ženska? In tiste gospodarice, nekatere bi moškega prikovale, tudi feminilne ženske, ne, ga bi prikovala zato, ko bi ga fafala, ne bi mogel zbežati, ker bi take užitke doživljal, ne, to feminilno žensko tudi lahko načeloma, bi rekel, preplavi z užitkom, ampak načeloma ženska hoče biti tista, ki jo moški obdeluje, ona je pa privezana na lisicah, to je normalnost, ne, ampak to v teh lisicah, to Marijo nisem niti vprašal, ne. Seksualna fantazija pa v bistvu najbolj najbolj se da diagnosticirati
profilirati človeško, žensko psiho, ampak pri tej dotični Mariji pa ne morem, ker je ohromljena s temi tableti, da se sploh ne da terapirati. Jaz bi mogel te prvo dol s tablet dati, da vidim, kako psiha deluje. Zdaj pa kontaminirana psiha s temi tableti, antipsihotiki in antidepresivi. Ja, ko si rekel, da je v seksualnem smislu ena ženska na 1000 na tak specifičen način ukleščena v aseksualnost in da njena seksualnost ni ravno običajna, je rekla, da se njej sicer ne zdi, da je v seksualnosti posebna ali izstopajoča. Po drugi strani pa je kontradiktorno priznala, da ima velike odpore do seksualnosti, ki se pri ženskah ocenjuje kot normalna. Kaj je zdaj po tvojem videnju pri njej normalno in kaj ne? Ja, ona je tako razcepljena, da enkrat tako govori, drugič pa drugače. Mislim, totalna razcepljenost, kakršno diktira normalna družina ali pa dovolj dobra družina, čeprav še vedno disfunkcionalna, s falično gospodovalno mamo, pa malo copatastim očetom. To ima, že tam je malo škrta nekaj, ni čisto normalno, preveč dominantna mama. Pol je pa ta razcepljenost pač utrjena s to ideologijo. Cerkev je čisto hromila. Zdaj, koliko je te spolne zlorabe, sploh špekulativno, ne vem, racionalizacija ima strašanske močne. Ko se ona reče, jaz sem čisto normalna, obrambni mehanizem človekov je tak, da bi bil vsak človek normalen in si racionalizira, da to, kar je on, da je to normalno. Človek je lahko, torej, če je človek psihopat, on se sam sebi sploh ne zdi psihopat, on se sam sebi zdi čist normalen. In tudi ona, zaradi tega, da ohrani digniteto ega, se pravi jaza, jaz sem, to, kar sem ponosen nase. In človek lahko tako živi. Človek, ki ni ponosen nase, ne more živeti. To se lahko vrže čez balkon, samomor naredi, če ni ponosen nase. Tako da si zracionalizira, da to, kar je normalno. Njena seksualnost z enega vidika, sama sebi se zdi kar normalno. Po enem 3., 4. stavku pa reče, saj vem, da nisem normalna. Se pravi, ima ta vojno svetov znotraj sebe. In pol te nelogičnosti so posledica teh racionalizacij, kaj če drugega reči. Pa seveda si bo racionalizirala, da njena seksualnost je v redu, ker če bi dobila tipa, pa da bi rekel, da mi malo striptiz odpleš. Pa se bi jo kap zadela samo do ideje, ko me bo videl, koliko sem jaz v resnici debela, me ne bo imel rad. Mu bo vse dol padl. Tudi če mu stoji prej, pa če moj špeh pokaže, mu bo dol padl. Se pravi, biti 25 kil predebela, to ni tako enostavno. Tako da ima v začaranem krogu je pa še neki, marsikaj se mi zdi, da jaz še ne vem, ker zadnjič me pa vpraša, koliko škodljiva koliko škodljivo je gledanje otrok klanja. Sem rekel, to je takoj za spolnimi zlorabami. Najbolj škodljive so spolne zlorabe, tukaj so tudi ločitve, pa kregarija v primarni družini, pa klanje. Se pravi, če otrok gleda klanje živali. Jaz sem dal par dni nazaj nek video, ki so se norca delali iz otrok, ki so jim njihove ljubljene zajčke ali pa kure ali pa jagenčke klali. To otrok znori, ampak znori, to je smešno že, ampak otroku zabrazgotini dušo, če otrok vidi klanje. Stari ljudje v starih časih so vedeli, da otroci ne smejo gledati klanja. Ker to klanje, jaz sem že najdel s hipnozo, zakaj ima ženska, ne vem, zakaj je vegetarijanka, zakaj noža ne more držati v roki. Zato, ker je klanje videla. Mislila je, da ga ni videla, ker je mama vprašala, smo vas skrivali. Enkrat se je pa prašič s prerezanim vratom strgu se je. In je videla tistega prašiča s prerezanim vratom, kako teče po vasi in potem so ga do konca zaklali, ženska je to gledala. Danes je vegetarijanka, mesa videti ne more videti niti noža, rezila. Pa videla je tudi zajca, ki so ji ga skladva mobil po glavi, ljubljenega zajca, pa kuro z odrezano, odžagano glavo, ki je tacala brez glave. To je za otroka srhljivo. In ta Marija je baje tudi gledala klanje. Jaz tega nisem vedel.
Skratka, ogromno stvari mogoče še ne vem, ker v živo se pa tokrat nisem pogovarjal, ne. Ja, ko si Marijo na koncu pozval, naj jo kaj vpraša, karkoli, je v bistvu vprašala identično vprašanje kot Jožica v najnem prejšnjem 18. podcastu. In to vprašanje je bilo, ali je možno takšnim, kot sem jaz, še kako pomagati? Kaj bi se moralo zgoditi, da bi jo ti s svojimi psihoterapevtskimi pristopi utiril v psihično normalnost, torej tudi v normalno seksualnost? Ja, več teh adutov, ki jih še nisem izkoristil pri njej, ne. Svoj čas namignil, da mora nujno zakoračiti v vesolje, ki se mu reče seksualnost. In si je našla tipa, ne, in sta začela nekaj. Sem rekel, super, evo. Ampak zdaj 4 leta že ne seksa, ne. Se pravi, jaz bi dal ne samo najci tipa, pa ta pravila seksualnega učitelja, zdaj naj povem, da je tudi Rugel to imel, ne, to, kar ne vejo. On je paciente čas združil in so mogli po diktatu njegovem seksati po scenariju, ki ga je on napisal, ne. Zdaj to še ne vejo, ampak meni so ženske, ki so to skozi dale, povedale, ne. Se pravi, seksualni učitelj je nekdo, ženska, ki je ranjena duša, mora zaradi ukaza psihoterapeuta iti v seksualno prakso in mora podnujno si pustiti lizati, se pravi oralne prakse, mora je tudi 69, mora fafat, ne, kljub temu, da je neprijetno, ja, malo dopinga, pol pa lahko zapaše in pol to prebije, pa vidi, da je spoštovana, da je to lušen, da seksualno uživanje ni greh, da spozna, da je cirku sugerirala napačne stvari, da je nek eksorcizem in larifari natek. In njo bi bilo treba, na nek način dosti tablet dati, da ženska lahko shujša, da obudi seksualno življenje, ne, ker ona tako malo se spogleduje, ne, ali bi imela dojenčka. Ja, brez seksa dojenčka ne bo, ne, tudi če si Marija, nisi devica Marija, ne, tudi ona devica Marija ni Kristusa brezmadežno spočela učiti cerkev, ne. Zdaj bogokletno to tako govoriti, ampak glejte, mislim, logično, če sklepaš, brez moške sperme ni dojenčka, ne. Zdaj provedite mogoče umetno oploditev, ne. Ampak ta ženska bi mogla dosti tablet, ne, biti na pogovarjanju, motriti neko svojo psiho, če se slučajno naredi zdrs nazaj v psihozo, ne, pol pa treba nazaj na tablete, shujšati, začeti, mislim, jaz bi njej res najdel s hipnozo, mogoče spolno zlorabo. Ali pa, ne vem, da bi se pogovarjal, sam težko se to starši pogovarjati njenimi, ne, pa reči, dajte, če je kdo bil spolno zlorabljen, od koga se vam zdi, da bi lahko bila spolno zlorabljena? Ker jaz 3 osumljence sem najdel, ne, sam težko je to. Treba je pa pripraviti do tega, da se ona spomni, in ko se ona spomni, ne, lahko njena seksualnost začne popolnoma drugače funkcionirati. Zdaj pa vem, zakaj se meni penis gnusi, ker mi je ta pedofil naredil to pa to. In ta oviti lahko pomaga, da se njena percepcija penisa in same seksualnosti in orgazma popolnoma predrugači v neko pozitivno oziroma normalno smer, ker fundament za normalno smer pa ima, ker ima primarno družino normalno, ne. Skratka, njej bi bilo treba obuditi neko zdravo pohoto skozi neko seksualnost, morala bi gledati porniče, morala bi masturbirati do orgazma, pa izogibati bi se morala cerkve. Amen. Imaš še kako vprašanje? Mogoče lahko malo pokomentiram, da je pri Mariji vseeno prišlo do seksa, ne, kar v bistvu kaže na to, da je imela to normalno družino, ima ta nek normalen fundament, medtem ko najna prejšnja sogovornica Jožica pa se zelo boji, a ne, seksa oziroma ne pride do tega, zato ker je pač odraščala v reji. Imela je popolnoma drugačen fundament iz primarne družine. Tako da tukaj jaz opažam neko razliko med njima. Dobro opažanje. Mogoče, a sem še kaj pozabila povedati, a še kaj probam, ker imam še ene stvari. Mogoče bi se lahko dotaknil njenih sanj, če ti je kaj zaupala na to temo. Ja. Lej, ko je bila pri meni, jaz sem šel vse
zapiske gledati za nazaj, brskal po teh arhivih in sem najdel sanje, ne. Ona je imela dosti unikatne sanje, določene. Videl sem seksualno deformacijo v teh sanjah. Imela je ponavljajoče sanje, tale sem si zapisal. Ona je nihala, tako kot sicer tudi niha. Že takrat, 2015-16, je nihala med tem, da bi bila mamica, da bi imela poroko pa družino, ne, kar je nezavedno fundament ima v to smer. Sočasno v istih sanjah je bila pa še redovnica. Je bila pa na redovniških vajah, to so vaje za nuno, tam nekem kloštru, kaj pa vem. In to je imela ponavljajoče sanje. To je simbol razklanosti med diktatom genitalij, ki je normalen iz primarne družine, pa ta cerkveni diktat, ki pa vsiljuje celibat, ne, pa to redovništvo, ne. In ona je to, rekel, ne, zdaj ni rekel, da je imela nočne more, ampak to je imela ponavljajoče se sanje, se pravi razcep osebnosti med dva pola. Ta, ki je normalen in ta, ki je kontaminiran. Bodi si zgolj z RKC-em ali pa tudi spolno zlorabo, ne. Se pravi aseksualnost, ki vsiljuje tudi lahko, da spolna zloraba, ne. Potem je sanjala, ne, zelo zanimivo. To ponovadi moški sanjajo. Freud je to povedal, da izpadanje zob pomeni kastracijska bojazen. Moški, ki jim izpadajo zobje, to je kastracija, ne. Ona je sanjala, da mami pulijo zobe. Mama ima pa falično, ne, gospodovalno mamo, puljenje zob pomeni, ko rekel, kastracijo, puljenje penisa, ne, ki ga ima mama, falična mama s penisom, se reče, banalno, ne. Ona je preveč bila dominantna, preveč falična, kastrirala je njenega očeta, svojega moža in ona je to sanjala, ne. In zelo zanimivo, ko mi je povedala te sanje, sem nekako, kakšna je pa mama? Ja, pri nam mama nosi hlače. Na podlagi sanj sem jaz znal vrtati v to primarno družino, ampak še vseeno ocenjujem, da je primarna družina lahko dovolj dobra, da ni problem njene psihe, njena primarna družina. Ne. Potem, še ene sanje so bile izjemno zanimive, ne. Spomnim se, kaj on mene razlaga, da je ven iz stegna bilo uraščeno neko čudno stopalo, del njene noge. Noga je v bistvu pač blizu vagine, ne. In tam je bil nek gnojni stvor vraščen v njeno nogo. Ne. Vraščen, to, mislim. In potem je še omenjala tudi astmo, ne. Mislim, astma mi je omenjala, ker nismo, astma pomeni dušeča mama, ne. Pa migrene je imela v osnovni šoli. Migrena pomeni, da je imela eno hudo težavo not v glavi. Migrena, astma, to so vse psihosomatske bolezni, to niso nevrološke bolezni ali pa somatske, ampak psihosomatske, ne. Kupico teh enih stvari. Ona je razvila tudi cold reading, ona zna dobro brati ljudi, zato ker se je mogla znajti tudi v družini, da je prebrala svojo mamo. In ona je prišla do mene, ker je vedela, da jaz, nezavedno je vedela, da imam jaz odgovore na njena nezastavljena vprašanja. In tudi zdaj, ko je poslušala prvi najin podcast, pa ta poziv, da neke ranjene duše bi rad predstavil v dobro vseh, pokažem, kaj vse ljudje doživljajo in kaj vse je onstran te neke ranjenosti. In spet se je obrnila na mene, pa povedala, kaj se je dogajalo. Se pravi, ima tudi neke talente, potem je ta eksorcizem razložila 15-krat pri eksorcistu, tudi klanje sem naknadno zvedel, tako da kaj naj rečem, jaz bi za sklep rekel, v živo sva bila samo 2-krat, z dopisovanjem se ne da vsega, niti nisva šla s hipnozo, ampak bom rekel, tale podcast naj bo tako poučen, da boste konec koncev, ne, to mi bojo mnogi zamirili, ne, ker cerkev zna biti tudi škodljiva, ker če zapoveduje to neko vzdržnost do poroke. Nismo več v srednjem veku, seksualnost ni greh, ne. Jaz na gledališkem odru rečem, ko vpeljem to znamenito vulgarno fafanje, ne, rečem, baje nekateri moški ne pustijo fafat, ne. Jaz rečem, tega moškega je treba ubiti, ne, pa se režijo, pa dodam, razen če imel toliko močnega očeta, da je ta sram toliko močen, da to ne pusti svoji ženi delati, ne, žena bi pa rada. Pa če je nek verski blaznež, ne, pa rečem, če Bog obstaja,
on fafanje dovoli, ker je to lušen. Pa kličem Bog, daj povej, da je to lušen, da se to sme, ne? Kunilingus, to se sme. Mislim, tako da ta cerkev, rekel, je toliko škode naredila na področju seksualnosti svojih vernikov, da glava peče, je moj izraz. Amen. Ja, prišla sva tudi do konca današnjega podcasta. Če vam je bil današnji pogovor všeč, ga polajkajte in se naročite na ta kanal. Če mislite, da ste unikatno psihično zavozlani, da imate specifično psiho, ki izhaja iz težkega otroštva, torej da ste na nek način zanimivi za psihoanalitično proučevanje in poučen material tudi za druge, torej da ste pripravljeni svojo kalvarijo deliti z drugimi, seveda zakodirano v anonimnost, se nama lahko javite. Če mislite, da si zasluživa kakšno vašo donacijo, je bova vesela. Vsa navodila za donacijo imate spodaj v opisu tega videa, donirate pa lahko preko PayPala ali platforme Ko-fi. Zelo sva hvaležna za vse vaše donacije, ki nama omogočajo, da nadaljujeva s temi podcasti. Lepo se imejte do prihodnjič. Čau.